Razstava Intenzivna nega nemškega umetnika Sebastiana Junge je v bistvu njegova prva predstavitev v Sloveniji. In razstava formalno izhaja iz umetnikove značilne dokumentarne, hipne risbe. On ustvarja večinoma in začenja na terenu kot opazovalec nekih družbenih dogajanj. Naj si bodo to protesti, sejmi od umetniških, erotičnih, ezoteričnih, pa potem recimo dogajanje v nakupovalnih centrih. V glavnem opazuje neke situacije, v katerih se ljudje znajdemo in so recimo bolj ali manj masovne. V teh situacijah torej on obsedi z skicirko in nastajajo obsežne serije risb. Ta risba v nadaljevanju, v oblikovanju različnih projektov pa je vedno znova osnova za nadaljnje delo. In tako tudi v resnici na tej razstavi ostaja vse skozi rdeča nit razstavljenih del, čeprav potem posega torej od risbe s svinčnikom na papir, gre na recimo tudi digitalno risbo, pa v slike, ki jih je naredil z akrili, pa nekoliko v video in celo v skulpturo. Zdaj, konkretno na tej razstavi, torej to razstavo on vidi pravzaprav kot nadaljevanje projekta, ki ga je začel v začetku tega leta v Nemčiji, ko se je pravzaprav, ko je izbral na enem mestu v eni publikaciji svoje risbe, ki so nastajale torej zdaj tekom pandemije. To pa pomeni neko dokumentacijo raznega dogajanja, jasno seveda v Nemčiji, od demonstracij, torej zanikovalcev pandemije do drugih nekih dogodkov, ki so v tem zelo javnem družbenem smislu ta čas zaznamovali. Takrat je on torej tudi v tem času jasno ogromno risal. Tukaj na tej razstavi pravzaprav pa vidimo torej eno serijo izmed takrat nastalih risb. V nadaljevanju v bistvu pa ima vsaka soba nek svoj značaj. Kar jim je skupno pravzaprav je to, da izvirajo čisto časovno in formalno iz pandemije, iz nekih tem, iz tega konkretnega časa, ampak v resnici, kar njega zanima, je to, kaj je pravzaprav tista temeljna kriza, ki jo je pandemija mogoče potencirala, mogoče bolj nazorno prikazala. Vzroke za množične nemške proteste zanikovalcev pandemije ne išče v njihovih argumentih, ampak se sprašuje, kaj je tisto pravzaprav v družbi, v nekem obstoječem družbenem stanju, kar je pandemija pravzaprav v njih potegnila na plano. In na tak ali drugačen način v nas vseh pravzaprav ta nemški protestniški moment je samo en vidik tega. Skozi razstavo se tako deloma dotaknemo tudi neke krize v zdravstveni negi, socialne krize, ki spet je ena izmed teh stvari, ki jih je sicer seveda od države do države različno, pa vendar torej tudi ta pandemija tudi to krizo nazorneje prikazala in seveda tukaj jasno ne govorimo o tem, da je COVID kriv za vse. Sprašuje se po tistem, kar so pravzaprav leta politik zanemarjanja neke družbene skrbi za vse te aspekte, torej kaj so vsa ta leta pravzaprav naredila. Sebastian Jung se na razstavi preko različnih medijev
sooča z raznimi problematikami družbe. Gledalec, obiskovalec je tako ob vstopu v galerijo soočen s čakalnico, s čakalniškim prostorom, potem pa preko drugih sob nekako prikazuje problematike, ki jih je ta pandemija poglobila oziroma mogoče tudi bolj razkrila. Pa naj bo to od neke zdravstvene krize, soočenje z risbami ljudi na respiratorjih, pa po drugi strani neki množični nemiri, ki so tudi nek simptom te pandemije. V zadnji sobi se predvsem ukvarja z nekim svojim kontekstom, torej tem nemškim, z posnetki iz protestov zanikovalcev pandemije, kar mogoče ni bilo toliko prisotno v našem okolju, je pa tudi v bistvu nek pokazatelj neke širšega nezadovoljstva s samo družbeno situacijo. Neka protiutež tej intenzivnosti pa je ta čakalniški prostor, glavni prostor, ki je pa nekako prostor refleksije, razmisleka o razstavi, kamor se gledalec lahko umakne. Istočasno pa je za delo Sebastiana Junga značilno, da ob razstavi ponavadi izide tudi publikacija v obliki nekega think tanka. Tudi tokrat razstavo spremlja publikacija, ki je šla že v Nemčiji. Je pa ideja, da k pisanju povabi ljudi iz najrazličnejših področij, da prispevajo nek kratek, poljuden prispevek o temi, s katero se on trenutno ukvarja. Na ta način dobi nek širši pogled in pa vzpostavi neko komunikacijo tako z gledalcem, kot pa tudi med svojimi deli. Tako da je v bistvu čitalniški del nekako namenjen tudi temu, da gledalec lahko prebere te prispevke in na nek način dobi neko širšo sliko o sami razstavi. Naslov razstave Intenzivna nega ima na ta način dva pomena, izhajajoč iz vsega tega idejnega ozadja. Intenzivna nega po eni strani se nanaša na zdravstveno nego. Na eni strani gledamo pravzaprav v razstavljenih delih ljudi, ki so popolnoma onemogli in odvisni od zdravstvenega sistema, ki v marsikateri državi tudi ni kos trenutni krizi ali tudi že ni bil kos pravzaprav zahtevam pred pandemijo. Se pravi, to je en aspekt tega, je resnično ta zdravstveni in njegove neke širše okoliščine. Drug vidik pravzaprav ga pa lahko razumemo tudi kot skrb, se pravi intensive care kot intenzivna nega ali pa intenzivna skrb. Skrb za pravzaprav družbeno situacijo, za družbene odnose, za ljudi, ki so na robu in v resnici tendenca sistema, v katerem živimo, da pa vso to skrb in odgovornost pravzaprav prelaga na posameznika. Naj si bo to v obliki self-care, se pravi neke skrbi zase, naj si bo to v obliki privatizacije, torej različnih aspektov neke skrbi za vidike družbe, ki jih je nekoč prevzemala družba kot celota, sedaj pa jasno vedno več pada na posameznika. Torej to sta ta dva aspekta te intenzivne nege, intenzivne skrbi, ki se tukaj na tej razstavi prepletata. Ampak kar je ob tem pomembno, je to, da on vseeno pri vsem tem nastopa kot dokumentarni risar, kot nekdo, ki družbo opazuje, ki te neke ideje, probleme, te vidike, o katerih govorimo, prikazuje v svojih medijih, od risbe naprej. Ob tem pa se iz družbe nikoli ne izvzema. Zanj je vsaka družbena kritika tudi samokritika in z svojimi deli nekako ne poskuša moralizirati, ne poskuša nam še on povedati pravzaprav, kaj je neka tista naša odgovornost
torej vseh nas, ki si mogoče pridemo ogledati razstavo, ampak v resnici ostaja na neki distanci, v resnici nam poskuša torej v svoji izvedbi, v svojem delu prikazati to družbo z nekaj svojstvene distance. Torej, v prvi sobi je gledalec soočen torej z risbami ljudi na respiratorjih, z nekimi bolnišničnimi prizori, ki razkrivajo to zdravstveno krizo. V naslednji sobi res z temi akrili prikazuje množične nemire, ki so v bistvu se bolj intenzivno začeli pojavljati v tem obdobju. Gre v bistvu za precej agresivne risbe. Nekatere je spremljal preko medijev, spet drugim je bil priča tudi v Nemčiji. Zadnja soba pa pač je namenjena prav protestom zanikovalcev pandemije, s katerimi se je predvsem soočal v Nemčiji, ki jih je tudi redno obiskoval in nekako dokumentiral tako preko videa, kot pa tudi preko hipne risbe. Naprimer v čakalnici lahko vidimo tudi risbe, ki so nastale, ko je obiskal razstavo telesa, Bodies, ki se je odprla med pandemijo in v bistvu prikazuje ljudi, ki opazujejo ki si ogledujejo ta plastificirana telesa. Za delo Sebastiana Junga je drugače značilno tudi, da razstavlja svoje risbe v precej nekonvencionalnih prostorih, torej v nekih netipičnih, negalerijskih prostorih, od botaničnega vrta, nakupovalnih središč, zapuščenih stavb. In prav v bistvu na tej razstavi je želel s tem, ko je v glavnem prostoru ustvaril čakalnico, nekako v bistvu umetno ustvariti nek netipičen galerijski prostor.